Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ste že slišali za duhovne svetove? Mogoče ste slišali za duhovni svet, ampak danes bomo govorili o duhovnih svetovih. Pomeni, da jih je več, da so različni, da jih morda tudi vsak na nek način doživlja po svoje, če pač znamo stopiti v stik z njimi. No, ampak da ne bom razpredala naprej o tejle zadevi, ki je morda lahko za marsikoga tudi rahlo nesprejemljiva, pa vendar dovolite si, mogoče samo poslušati, potem pa presodite, ali je to za vas ali ni. No, odgovore na ta vprašanja o duhovnih svetovih, ki jih bom zastavljala, Barbari Škoberne in Barbari Škarja, ki sta tu ob meni, Barbara Škarja in Barbara Škoberne, obe učiteljici na Duhovni univerzi. Skratka, iz teh vprašanj bomo izvedeli marsikaj. Pozdravljeni, obe Barbari pa obe na š. Še dobro, da vaju ločijo, ampak takole sta kar precej drugačni in različni, da se vaju da ločiti. Po drugi strani pa obe na Duhovni univerzi, obe poučujeta letos, čeprav sklepam, prvi letnik, kajti duhovni svetovi so pravzaprav tista osnova, zaradi katere pridemo na Duhovno univerzo. Namreč, po kaj bi sicer prišli? Če ne iščemo nekega duha, neke duhovne resničnosti. Ja, človek od nekdaj išče poleg materialne resničnosti tudi obstoj nekega drugega sveta. Običajno je bil ta obstoj vezan na posmrtno življenje. Se pravi, človek je od nekdaj verjel, da poleg tega življenja, ki ga živimo tukaj v fizičnem svetu, obstaja nek svet, kamor gremo po smrti. Tako da so bili v glavnem to neke vrste posmrtni svetovi. In šele v zadnjem času pravzaprav znanost odkriva, da ti svetovi niso tukaj in tam, ampak da se pravzaprav prepletajo med seboj. Da so ti svetovi pravzaprav vibracijske realnosti, ki so vse prisotne tukaj in hkrati sedaj. Lahko to primerjamo z radijskimi valovi? Ja, zelo preprosto lahko primerjamo to z elektromagnetnim valovanjem, ki se nahaja na enem širokem razponu. Človeško oko zazna tam nekje od 400 do 700 nanometrov te valovne dolžine in to je vidna svetloba. In na osnovi te zaznave, ki jo sprejmemo preko čutil, naš procesor, naši možgani ustvarijo neko sliko o svetu. In to je naša fizična realnost, torej realnost, ki jo zaznamo s svojimi petimi čutili. Če bi imeli čutila razprostrta po širšem spektru tega elektromagnetnega valovanja, bi se naša realnost nam verjetno zdela zelo drugačna, oziroma njena podoba bi bila zelo drugačna. Zdaj si pa lahko predstavljamo, da mi v času, ne vem, ko za časa fizičnega življenja funkcioniramo skozi fizične možgane, pač delujemo s temi omejitvami in je naša realnost seveda omejena na to vidno polje. Po smrti, recimo, da po smrti zavest obstaja, da recimo deluje na nekih drugih frekvencah, na nekih drugih valovnih dolžinah, to pomeni, da naša zavest biva sicer v istem svetu, samo na nekih drugih frekvencah in zato je svet drugačen in v bistvu nima nobene interakcije s tem svetom. Tako se zdi. Zdi se, da ni nobene interakcije, čeprav kasneje mogoče bi se tudi vprašali, da vendarle tukaj je neka interakcija, da se ti svetovi prepletajo in da v resnici niso tako ločeni. Poglejte, marsikdo bi lahko dejansko ugovarjal, da je to iluzija, da je to neke vrste tolažba. Zlasti, če govorimo o posmrtnem življenju. Človek se težko sprijazni, danes si, jutri te ni, ampak svet se vrti naprej, tebe pa preprosto ni. In mogoče ali nismo zašli v neke želje, da bi se morda potolažili pa rekli, saj ni konec vsega. Mislim, da je ta dvom oziroma ta vprašanja povezana s posmrtnim življenjem, da so izrazito povezana z zahodnim načinom razmišljanja in materialističnim dojemanjem stvarnosti. To, o čemer je govorila Barbara. Ker na Zahodu znanost, ortodoksna znanost še vedno za verodostojno sprejema samo tisto, kar se da ali dojeti preko petih čutil ali raziskati z napravami, ki so na voljo. Ampak recimo že tudi na Zahodu je najmlajša med znanostmi psihologija, Carl Gustav Jung, tam na začetku 20. stoletja, prišel ven s tezo o kolektivnem nezavednem. Izredno zanimiva stvar. Postavil je hipotezo in to tudi raziskoval preko izkušenj s svojimi pacienti in tudi svojimi lastnimi, da obstaja neko polje, ki ga je on pač poimenoval kolektivno nezavedno. In preko tega polja smo mi vsi
povezani med seboj, dosti bolj, kot bi si mislili. In en tak namig ali pa usmeritev na obstoj tega je naprimer preko sanj. In vemo, da preko sanj, ki so eno posebno zelo zanimivo področje, prihajamo v stik z nekimi drugačnimi svetovi, kot so ti zgolj fizični, kjer delujejo drugačne zakonitosti in kjer lahko srečamo tudi pokojnike, naprimer. Že dosti potem, ko jih na fizični ravni več ne srečujemo. Skratka, tako da tudi zahodna znanost, če je dovolj odprta, je tukaj obilo možnosti za potrditve končno tudi raziskovanja obsmrtnih izkušenj bližine smrti in tako naprej. Ampak prav je, da povemo, da na vzhodu in tam so, ne vem, številčno dosti več milijard ljudi živi tam, kot recimo v eni Evropi ali pa Severni Ameriki. Vzhodna miselnost je bila od nekdaj drugače naravnana. Ne? Tam se je vedno gledalo na materialne svetove kot na svet Maje, so temu rekli. Skratka, nek svet, ki ni tisto, kot kar se kaže, da je, ampak da v bistvu prihaja do neke vrste prevare naših čutil. Tudi kvantna mehanika v fiziki že prihaja do tega, da ta svet ni tako trden, kot se zdi, ne? Ampak če gremo zares globoko v materijo, pod molekularno, pod atomsko raven, pod kvarke in tako naprej, je tukaj eno samo vprašanje, kaj? Valovanje ali točke materie, skratka je to materija, ali je to svetloba, ali je to valovanje, kaj je tukaj v ozadju? In ta zanimiva vprašanja, recimo za Zahod, je vzhod vedno globoko razumel, ker so se poglabljali v znanost zavesti. In ko odpremo vrata temu polju zavesti, takrat ti duhovni svetovi kar naenkrat postanejo dosti bolj ne samo verjetni ali pa hipoteza, ampak tudi možni. No, in na duhovno univerzo pravzaprav prihajamo iskati te duhovne svetove. Zdaj opisujete v prvi letnik. Kaj bi se recimo lahko naučili v prvem letniku, oziroma ali bi se lahko malo bolj približali tudi tem duhovnim svetovom? Ja, seveda, ti svetovi so nam dostopni, vendar običajno živimo mimo njih. Se pravi, gre za to, da ta dva svetova, oziroma fizični in pa drugi svetovi, subtilnejši svetovi, so samo na videz ločeni. Predvsem iz tega razloga, ker je naša pozornost morda preveč usmerjena samo v materialno plat življenja. Če bi bili samo malo bolj odprti, bi lahko zaznavali subtilnejšo realnost. Realnost, ki jo naprimer zaznavajo otroci, dokler so še zelo majhni, še preden dobijo ene bolj take toge predstave o svetu, da je svet samo tisto, kar zaznamo s svojimi čutili. Preprosto otroci imajo še razvita ena finejša čutila, eno finejšo zaznavo, s katerimi vstopajo v subtilnejše svetove in nam pogosto govorijo o tem, da mogoče vidijo tudi pokojnike, recimo umrle babice, detke, komunicirajo z njimi. Še pogosteje govorijo o tem, da v naravi vidijo različna bitja, tako imenovana devska bitja, bitja narave, ki so spet ena svoja realnost, ki je v ozadju tega zunanjega pojavnega sveta. Tako da ta vrata so od nekdaj pravzaprav bila odprta, ampak človek je s svojim izrazito razumskim načinom gledanja na svet pravzaprav ta vrata zelo zaprl. Če pogledamo znanost pravzaprav se do sredine 19. 20. stoletja sploh ni hotela ukvarjati recimo s takšnimi pojavi, kot so obsmrtna doživetja. Čeprav so jih ljudje doživljali množično in so bili tudi zbrana mnoga pričevanja, pa vendarle so to prepuščali religijam, duhovnim tradicijam, kot da to ni del naše življenjske izkušnje. In šele, ko je kar nekaj znanstvenikov, raziskovalcev, zdravnikov doživelo to izkušnjo, so se začeli za to malo bolj zanimati. Recimo, če izpostavim samo dva primera, pred časom je krožila tudi po internetu zgodba Jill Bolte Taylor, ki je doživela možgansko kap in je zelo lepo opisala ta prehod iz leve v desno možgansko polovico. Kako v bistvu gre za dva svetova. Kako leva možganska polovica čisto na svoj način dojema svet in življenje in desna povsem drugače.
In ko je ona gledala recimo telefonske številke, ko je odpovedala leva možganska polovica in gledala telefonske številke, to niso bile več številke, ampak so bile samo še točke. Ni bilo več strukture, ni bilo več koncepta mentalnega. In ko je vstopila v svet leve možganske polovice, je bilo kar naenkrat vse povezano z vsem. Ker je vstopila v eno polje valovanja, kjer je vse eno. In čim se je premaknila nazaj v levo možgansko polovico, so stvari spet postale zelo konkretne, ločene, vsaka zase. In če smem dodati, to, kar ste vprašali, razlog, zaradi katerega ljudje prihajajo na duhovno univerzo. Pogosto so doživeli kakšno izkušnjo duhovnih svetov oziroma nadfizičnih svetov, ker dejansko ni samo eden, ampak tukaj je celo bogatstvo tega notranjega življenja in bi si želeli razumeti, kaj se jim je zgodilo. Po eni strani želeli bi morda ponovno vzpostaviti ta stik, lahko se tudi ustrašijo, lahko se tudi, kaj jaz vem, doživimo kaj takega, kar ne razumemo in potem nas je mogoče malo strah. Tako da, prihajajo ljudje, ki bi si želeli ali ponoviti lepo izkušnjo, ali jo razumeti, ali jo dobiti neko širšo razlago, kaj pravzaprav se dogaja in kaj se skriva v tem notranjem polju življenja. Vendarle, neke vrste dostop do duhovnih svetov nam je omogočen. Omenili ste obsmrtne izkušnje. Obstajajo še kakšne druge možnosti, da pravzaprav na nek način dosežemo te subtilne ravni, jih morda celo začutimo? Seveda, obsmrtne izkušnje so tukaj, vendar jih nimajo čisto vsi, pa tudi če jih imajo, vprašanje, če si jih potem človek zapomni oziroma jih registrira, ker zavedamo se samo tistega, kar se nekje usede v naše fizične možgane, v določene možganske centre. Drug način za zavedanje obstoja tega finejšega polja življenja so sanje, naprimer, ki smo jih tudi že omenili. Čeprav nekateri zamahnejo z roko, nekateri pravijo, da nič ne sanjajo, ampak vseeno, dovolj veliko število ljudi pa pozna to izkušnjo. Potem je tukaj naprimer telepatija, ko istočasno ko nekdo pomisli na nas, se mi tega zavemo oziroma spomnimo nanj ali zazvoni telefon ali kaj podobnega. Intuicija, ko slutimo, kaj se nam bo lahko zgodilo, mogoče kot prekognicija, dejanje v prihodnosti, kaj bomo doživeli, videli, koga bomo srečali, pa tudi zaznavanje nekega energijskega dogajanja, to je danes zelo popularno kot raziskovanje polja bioenergije. Obstajajo različna imena, ko pogledamo v te duhovne svetove, na prvi pogled je to tako kot ena posoda mešane solate, če smem tako reči. Ampak v resnici so pa izjemno urejeni, nekako kot poplastoviti po posameznih ravneh, ki se sicer srečujejo in so stične točke med njimi, ampak hkrati pa na prvi pogled izgledajo neurejeni. In to, kar recimo na duhovni univerzi ponujamo in kar je ljudem tudi zelo všeč, je neko vedenje in sistematično vodstvo, znanje skozi spekter, mavrico teh različnih ravni bivanja, skozi izkušnje. Tudi meditacija je recimo ena od izkušenj za vzpostavljanje stika s temi finejšimi ravnmi, prefinjevanje svoje zavesti in pozornosti. Skratka, znanje, izkušnja, pravilna pozornost. Z vsem tem se da vzpostavljati zavestno stike s temi duhovnimi svetovi. Na duhovni univerzi to ponujamo. In recimo ti duhovni svetovi, ali tudi ti duhovni svetovi vstopajo v naše življenje, ne samo, da mi iščemo pot do njih, ali pravzaprav je na nek način njim, kako naj rečem, dovoljeno ali mogoče, da pravzaprav prihajajo tudi do nas? Ja, v bistvu ti duhovni svetovi ves čas so prisotni, samo jih ne prepoznamo kot take. Marsikaj, kar poznamo iz svoje vsakdanje izkušnje, v bistvu prihaja iz teh subtilnejših ravni. Recimo, vse tisto, kar je onkraj razumsko,
neka naključja, ki si jih ne znamo pojasniti z razumom. Potem navdihi, veliki navdihi, pravzaprav prihajajo iz duhovnega sveta. To so navdihi za velika umetniška dela, za velika znanstvena odkritja, humanistični navdihi. Vse tisto, kar je lepo, dobro, resnično, v bistvu prihaja iz tega notranjega duhovnega sveta. In vse tisto, kar prinaša neko pot naprej, kar spodbuja v bistvu evolucijo na našem planetu, pravzaprav prihaja od znotraj. To je nek pritisk, ki ga čutijo tisti, recimo, bodo znali povedati, recimo znanstveniki, ko ga tišči, da pride ko bi želel priti do neke resnice in se poglablja, išče to resnico in potem dobi uvid, recimo Einstein, ko je odkrival svojo relativnostno teorijo. On je v enem momentu se prebil svojo zavestjo v ta širši, globlji, notranji svet resnice in je uzrl naravo življenja, da je vse energija. Ampak on je potreboval potem 10 let, da je ta svoj uvid spravil v takšen jezik, da ga je lahko posredoval ostalim ljudem, da so vsaj kolikor toliko lahko razumeli. Nekaj podobnega se je zgodilo dr. Ebnu Aleksandru, ki je imel eno zelo globoko, intenzivno, vseobsežno obsmrtno doživetje, v katerem se mu je tudi notranje razodela resničnost, narava življenja. Videl je, kako so ti notranji svetovi čudovito, hierarhično urejeni, kako je vse na svojem mestu. Ampak hkrati se je zavedal, ko je prišel nazaj, da bi potreboval več življenj, da bi vse to, kar je uvidel, lahko pravzaprav posredoval preko razuma človeštvu. Zanimivo, ne? Tisto, kar ni vidno, tistega je mnogo več. In tisto je nekaj zelo lepega in nekaj zelo bogatega in nekaj zelo navdihujočega. Resničnega, pravičnega. Ja, zato tudi ljudje tako hrepenijo po teh duhovnih svetovih. Poglejte, imeli boste predstavitev vsebine in opis v prvi letnik v knjižnici Bežigrad Einspielerjeva 1 v Ljubljani in to v sredo 25. septembra, v torek 1. oktobra, v sredo 9. oktobra. Vsakokrat ob 18. uri, vstop na dogodke je prost. Kaj boste predstavili na teh predavanjih, uvodnih predavanjih? Ja, na teh predavanjih bomo na kratko predstavili vsebino Duhovne univerze, se pravi, katere vsebinske sklope obsegajo posamezni letniki, predvsem prvi letnik, v katerega upisujemo slušatelje, in pa seveda predstavili meditacijo, kajti Duhovna univerza temelji na dveh glavnih stebrih, bom rekla. Eno je znanje, se pravi informacija, ki jo damo, se pravi sistematično urejeno poznavanje teh notranjih razsežnosti, in druga je seveda praksa, se pravi izkušnja teh notranjih razsežnosti, tako preko energijskega stika s temi notranjimi svetovi, kot tudi preko linije zavestnega stika z notranjimi svetovi, ki ga da meditacija. Tako da meditacija je pravzaprav en pomemben steber na Duhovni univerzi, ki pravzaprav podpira oziroma dopolnjuje informacijo. Ker sama informacija o duhovnih svetovih nam ne pomeni nič, če mi s temi svetovi ne pridemo v stik. Skratka, spet smo tam, ne moramo samo intelektualizirati, gre pravzaprav za stik s srcem, preko srca. Tudi, to ste zelo lepo povedali, na koncu je srce zelo pomembno, da ne rečem najbolj pomembno. Ker obstajajo tudi ravni in globine tega stika. Obstaja tudi stik preko tega, da začnemo prefinjevati svoja čutila. In recimo že v prvem letniku posvetimo temu en konec tedna, kako, in se učimo, kako zavestno obrniti svojo pozornost navznoter, jo prefinjevati in vidno, slušno, tipno vseh 5 čutil. Skratka, tudi na tak način se da. In potem v končni fazi, ko postajamo, rekla, energijsko ali vibracijsko bolj fini, ubrani, nekako kot vibracija naših teles deluje na bolj koherenten način, takrat dosti lažje zaslišimo tudi fini utrip srca. Ne fizični utrip, ampak pravimo utrip duhovnega srca. Nekaj, kar ni fizično, ampak dosti bolj pretanjeno. Lahko bi rekli, da je to v tej
paleti duhovnih svetov proti vrhu, tako kot recimo v sadni kupi tisto, kar pride na vrh. Recimo čisto, ste želeli kaj dodati? Ja, pravzaprav sem želela samo to dodati, da se človekova zavest razteza od fizične ravni globoko navznoter, k nekemu notranjemu duhovnemu jedru, ki mu pravimo duša. In duhovna univerza v bistvu želi človeka popeljati v stik s tem transpersonalnim, višjim jazom, odkoder prihajajo neke nove kvalitete, nov navdih, odkoder prihaja tista resnična etika, ki jo želimo živeti in smisel našega življenja. In v končni fazi, potem, da sem se spomnila na dokaze za obstoj teh višjih svetov, prišlo, ko je enkrat srce odprto, so stvari možne, tudi hoja po vodi, oživljanje mrtvih. Vemo, duhovni modreci so to počeli, duhovni modreci vzhoda, mogoče pač tudi na zahodu. Ali lahko rečemo, da duhovni svetovi nimajo omejitev ali imajo drugačne omejitve? So določena pravila za vstop, določena čistost, bi rekla, določena finost materije in izjemno visoka stopnja etike. Posebej za stik z dušo in obstaja ena lepa okultna misel, da je široka pot, ampak da so ozka vrata, ki peljejo potem zares na vrh gore, v najbolj posvečeni tempelj te duhovne poti. Tako da do takrat moramo dobiti ustrezno kondicijo v duhovnem smislu in nekako prečistiti napačne predstave, vzorce, svojo zaverovanost vase in tako naprej, razčistiti okrog tega in potem se lahko tako kot skozi šivankino uho da priti skozi. No, in zdaj me zanima še čisto taka, veste, praktična, pragmatična stvar. Kakšen je smisel raziskovanja duhovnih svetov in kaj človek pridobi s tem, ko obiskuje duhovno univerzo? Malo ste že nakazali, ampak zdaj le mogoče strnite. Namreč želela bi tisti odgovor, ki bi me prepričal, da pridem in se vpišem. Ko sem sama razmišljala o tem, bom odgovorila z vprašanjem. Kakšen je smisel tega, da vemo, da ni Evropa edina celina na tem planetu? Kakšen je smisel, da vemo, da naš planet ni edini planet v našem vesolju? Komot živimo, tudi če tega ne vemo. To je res, ampak mogoče smo tako kot neki novi raziskovalci, da čutimo v sebi, da je to premalo, da nas nekaj omejuje, da je v nas neko hrepenenje, neka slutnja, da obstaja več. In če bi poznali vse celine tega planeta, kako bi to obogatilo naše vedenje in življenje, in če bi poznali druge planete našega osončja, kako široko bi se naš razum nekako začel odpirati in razpirati. In to bogatstvo zavesti, to dejstvo, da imajo ti duhovni svetovi v bistvu globine, ki so nezamisljive, tam, kjer se naša duša stika z njimi. To je nekaj, kot da bi se odpravili na raziskovanje v neko novo deželo stvari, o katerih sanjamo, jih iščemo tukaj na tleh, priklenjeni na ta svet, kot piščanček, ki hodi po tistem svojem kurniku in brska za tistimi zrni. V resnici pa se nikoli zares ne ozre okrog sebe in ozre v nebo. In če bi to napravil, bi vzrl tam odsev ene velike, mogočne ptice, ki jadra, in bi dojel, da je v sorodu s to ptico. Skratka, to je en tak koanski odgovor, ki pa se lahko dotakne ali hrepenečega srca, ali pa tudi razuma, ki si želi razumeti več in ki čuti in sluti, obstaja več, nimamo takih možganskih potencialov brez razloga in samo ta uporaba 3-5% lahko nas zadovolji, lahko nas pa tudi ne. To se pravi, je recimo čisto kakšno tako konkretna posledica, zaradi katere lažje živimo?
Ja, eno je ta širina, o kateri je Barbara govorila, ne? Spravi, da dobimo en širši zorni kot, eno drugo perspektivo v odnosu do življenja. Drugo je pa mogoče čist naša osebna perspektiva in sicer to, da ko pridemo v stik s svojo dušo, s to svojo globljo zavestjo, nas to globoko notranje umiri. Mislim, da je to en prvih učinkov, ki jih prinese meditacija kot stik s temi notranjimi svetovami. Globok notranji mir, ena stabilnost, ne glede na okoliščine, lahko od zunaj ostaja vse enako, ampak mi postanemo notranje bolj mirni in stabilni. Naše misli postanejo dosti bolj jasne in kot da bi se bolj zavedali sebe, kot da bi se bolj zavedali svojih resničnih potreb. Kaj je tisto, kar nas v življenju zanima, kaj je tisto, kar nas v življenju žene naprej. In to je kakovost življenja. In to je kakovost življenja, da ne živimo kot avtomati po vzorcih svojih staršev, po vzorcih, ki nam jih narekuje okolje, način življenja danes, ampak da začnemo dejansko misliti svoje misli, delati to, kar si sami želimo, da dejansko najdemo sebe. Mislim, da je to bistvo, da duhovna univerza človeka najprej pripelje k njegovemu lastnemu duhovnemu jedru, iz česar se pa potem razširi v neko širše življenje. In s tem človek dobi tudi eno novo smer, eno novo perspektivo, ker če gledamo človeštvo danes, je izgubilo smer. Izgubilo je vizijo, izgubilo je en smisel obstoja. Pravzaprav ne vemo, kaj bi s tem planetom. Ali bi ga do konca izropali, uničili in obvladali, ali želimo vendarle na tem planetu še gojiti življenje, eno sožitje različnih ras, različnih oblik življenja v nekem sobivanju. Hvala lepa za tale pogovor in spoštovane gospe, dragi gospodje, če vas karkoli o notranjih oziroma duhovnih svetovih zanima, vrata na duhovno univerzo se odpirajo. Letos v jeseni, prva predavanja se začnejo 22. oktobra, prej pa bodo brezplačna predavanja. Vse to pa najdete na spletni strani na duhovni univerzi. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala.